Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno smo skupaj. O toksičnih osebah oziroma čustvenih manipulatorjih je povedano in napisano že zelo veliko. To so osebe, kjer se svet vrti okrog njih. Njih ne zanima, kaj druga oseba misli, čuti, kaj si želi. Njih zanima samo to, da imajo ob sebi nekoga, na kogar lahko spustijo svoje frustracije, jezo, slabo voljo, nezadovoljstvo. Ljudje, ki živijo oziroma so odraščali s toksično osebo oziroma čustvenim manipulatorjem, živijo v negotovosti. Nikoli ne vedo, kdaj bo spet usekalo. Nikoli ne vedo, kaj bo tisti sprožilec, ki bo spet povzročil slabo voljo, ignoranco, jezo. In to je nenehen stres. Poleg tega se v tej osebi vcepijo, vnesejo stavki, ki jih sliši od čustvenega manipulatorja oziroma toksične osebe. Da ni vredna, da je kriva, da je zaradi nje vse slabo. In tudi, ko osebi uspe oditi od čustvenega manipulatorja ali toksične osebe, je to šele pol poti. Ko odidete, nesete te stavke, ta občutja, ta prepričanja sabo. In ne glede na to, da nimate več stika s toksično osebo oziroma čustvenim manipulatorjem, se zgodi, da o tem še vedno sanjate, da ob misli, ob spominu postanete nemirni, da se počutite še vedno nevredni, nesposobni, nemočni. In ta drugi del poti, ki jo je treba narediti, če se hočemo v popolnosti rešiti vpliva čustvenega manipulatorja ali toksične osebe, se naredi z notranjim otrokom. Veliko je povedanega in napisanega o notranjem otroku, vendar, kar jaz opažam, je to, da postopek ni speljan do konca. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko mi delamo, ko si predstavljamo notranjega otroka, da si ga predstavljamo jasno in da ga odpeljemo na kraj, kjer vemo, kje je in kjer se ta notranji otrok naš počuti dobro. V praksi srečujem ljudi, ki pravijo, da imajo svojega notranjega otroka, pa ne vedo kje. Pravijo, da je njihov notranji otrok žalosten. Pravijo, da so dali notranjega otroka v srce. In vsi trije postopki niso pravilni oziroma so speljani do polovice. Jaz vam zdaj ne morem povedati točno celega procesa, zato ker to je točno tako, kot bi vas jaz učila zdaj plesne korake. Ča, 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 1, 2, tako se pleše ča, ča, ča. Ampak kljub temu, da sem jaz zdaj to povedala, če do zdaj niste znali plesati ča, 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 ga tudi zdaj ne boste znali. In foxtrot se pleše 1, 2, kvik, kvik. Mislim, da se pleše tako. Ampak kljub temu, če do zdaj nismo znali plesati, tudi od zdaj naprej, ker sem to povedala, ne bomo znali. Se pravi, postopek, kako speljemo do konca, je opisan v knjigi Čarobni odnos na moji spletni strani in je posnetek na YouTube kanalu. Kar bi vam pa jaz rada povedala, je pa to, da rane preteklosti pozdravimo, zacelimo z notranjim otrokom. Ampak na koncu mora biti ta notranji otrok srečen. In naslednja napaka, ki jo delamo, je, da mislimo,
da je notranji otrok vedno otrok. Notranji otrok je izraz za stik s samim sabo, za stik s preteklostjo, za stik z nezavednim. V nezavednem ni časa, v nezavednem ves čas tli in se dogaja, kot da se dogaja zdaj. In zaradi tega se mi kot odrasle osebe v določenih situacijah počutimo kot otroci. Iz nezavednega pride informacija v zavedno in takrat se mi počutimo točno tako, kot smo se počutili v podobni situaciji, ko smo bili otroci. Se pravi, tudi če se vam je v odrasli dobi zgodilo nekaj hudega, potem je notranji otrok odrasla oseba, ker le na ta način lahko predelamo rane preteklosti. Ne moramo zdraviti, ne moramo popraviti rane preteklosti z notranjim otrokom, če se je to zgodilo odrasli osebi. Torej, če na kratko ponovim, notranji otrok je sredstvo, ki nam pomaga, da predelamo določene čustvene rane, da jih nevtraliziramo, da ne bolijo več, da ne sanjamo več, da se slabo ne počutimo. Notranji otrok ne sme biti v srcu. Srce more biti lahkotno in srečno, zato da lahko ljubi. Če pa mi notranjega otroka naložimo v srce in poleg njega naložimo še vse osebe, ki jih imamo radi in se jih bojimo zgubiti, zato ker smo osamljeni, ker smo tako sami, potem je naše srce obteženo. Naloga srca je, da bije in da je srečno in brezskrbno, zato da lahko ljubi. Mi ljubimo osebe, ki so ob nas, ki jih poznamo, ki so nam blizu, ki so nam všeč, ampak ne smemo jih pa nalagati v srce, zaradi tega, ker bo srce preobremenjeno. Na srce ne nalagamo niti skrbi, ker skrbi čisto nič ne koristijo. Torej, notranji otrok more biti nekje na nekem prostoru. Jaz rečem temu, da naredite travnik ob srcu in tam je notranji otrok na varnem. Lahko ga spremljamo ves čas z odprtimi očmi. In notranji otrok je tisti, ki ga potolažimo. In bolj kot boste v stiku sami sabo, starejši bo notranji otrok. In ko boste dobili odraslo osebo, ki je stara to kot vi, boste videli, kako se notranji otrok, ki je odrasla oseba, počuti. In boste videli, da je utrujena. In dajte ji najprej možnost, da se spočije. In to jaz delam individualno, zaradi tega, ker je prvič proces na začetku lahko težak, če imajo ljudje veliko ran, drugič zato, da speljem proces pravilno do konca in tretjič zato, da dobijo ljudje izkušnjo, da vidijo, da se na koncu počutijo v redu, da so sproščeni, da občutijo olajšanje, ker to jim da potem tisti zagon, tisti smisel, da vajo ponavljajo. Vsako vajo, ki jo jaz opisujem, vse, kar jaz delam, lahko dela vsak človek sam. Ampak zato rabi neko osnovo, malo teorije, predvsem pa veliko prakse. In če želite predelati drugi del poti zaradi toksičnih oseb oziroma čustvenega manipulatorja, potem predelajte rane preteklosti. Če odidete, ste na pol poti. Ko predelate, ste zaključili celoto. In to bi vam jaz rada povedala.
da to lahko naredite. Lahko naredite z mojo pomočjo, lahko naredite sami, lahko naredite z delavnico, ki zdaj prihaja, ampak postanite si pomembni. Toksična oseba in čustveni manipulator nimata toliko moči nad vami, kolikor jim vi dovolite. Zato jim ne dovolite. Močni ste, vredni ste, sposobni ste, dobri ste in to je dovolj. Jaz vas vabim v mojo Facebook skupino Čarobni odnos. Preberite si knjigo Čarobni odnos, morda boste not najdli kakšen stavek. Dobrodošli ste na moji spletni strani Studia Helianta. Poglejte si program delavnice. Delavnica je aktivna, intenzivna, z veliko znanja, z veliko prakse in ni samo še eno predavanje o teoriji, ki ga ne znamo, ne znate spraviti v prakso. Namen delavnice je, da popolnoma vse spravimo v prakso. Naročite se na moj YouTube kanal, bom vesela, če vam je bil ta video všeč, ga delite, imejte se radi, kmalu se spet vidimo, kmalu se spet slišimo, vredni ste, pomembni ste in imejte se radi. Čau, čau.